Urška Repnik, nekoč svetovalka za dojenje, danes pa mentorica marsikakšni podjetnici na svoji poti, ne glede na to, ali je podjetnica na začetku ali pa že zelo globoko v svoji karieri. Urška, živjo. Lepo pozdravljena. Zelo sem vesela, da si se odzvala povabilu, ker vem, da so tvoji urniki kar pestri in zelo zasedeni in vem, da je bilo na nek način si težko trgati ta čas, ampak po drugi strani pa tudi vem, da se zdaj mečkeno nagibaš k temu, da si drugače razporejaš svoj čas. Hvala za vabilo. Dejansko si mi termin ponudila v dnevu, ko imam jaz v koledarju napisano dan za mene. Imam tak nagnjenost k deloholizmu in sem ugotovila, da če nočem iti še enkrat čez iste stvari, moram imeti v urniku dan, ko nimam službe. Tako da je to, mislim, vedno se pol tak super izide, ampak jaz rabim prav v dnevu, v tednu, en dan, kjer ni strank, tako da pa lahko delam karkoli drugega. In zdaj bi marsikdo rekel, ja, to vi lahko, ker ste podjetniki, tja se bova še vrnili. Okay. Mene zanima, se veš, najprej tvoji začetki. Zdaj to, da si ti danes mentorica in da pomagaš marsikakšni podjetnici, ni se tako vse skupaj začelo. Ne. Začelo se je dejansko s tem, da si bila svetovalka za dojenje. Res je. Odkot ideja, kako je sploh do tega prišlo? Si imela sama morda s tem težave? Ja, po moje, če ne bi imela, ne bi niti razumela smisla v tem. Jaz sem se na prvi porod 12 let nazaj super pripravljala, imela dulo, šla v porodnišnico, ki je bila res prijazna željam in mi je omogočila res lep porod. Ampak na dojenje se nisem nič pripravljala. Ne vem, kot da takrat ni nihče opozarjal, da v bistvu s porodom se šele začne, ne pa konča. In pol je bil jok in so bile solze in teža ni naraščala. Skratka, res velike težave sem imela. In ko sem bila drugič noseča, sem se ful bolj pripravljala. In tak nekaj znanja sem imela že od sebe, ampak sem se pripravljala. In ko sem videla, kakšna razlika, ko je ženska pripravljena na to, ali pa če ni, je bilo tako, ne, jaz moram pomagati, jaz bom omogočila ženskam, da grejo lažje čez to, ker sem takrat res klicala na vse možne, patronažno, pediatrinjo, tudi eno svetovalko za dojenje. Takrat je bilo bistveno manj tega, da bi svetovalka lahko prišla na dom pa ti recimo pomagala in je zelo spontano šlo v bistvu v to podporo mamicam, ki sem jo pač izrazila skozi pomoč pri dojenju. No. Ampak v resnici, tako kot si rekla, takrat tega ni bilo 12 let nazaj tako zelo dostopno, kot je danes. A ne? Danes se mi zdi, da je res ta pomoč, lahko rečem, na dosegu naših rok, če jo potrebujemo. Ja. Ne? Zdaj, šola za starše kot takšna, ne? Sama sem jo tudi obiskovala s partnerjem pred porodom in tako. In tam se spomnim, ravno to, kar si zdaj govorila, ne? Zelo veliko je bilo poudarka na porod, zelo veliko je bilo poudarka na to neko osebno higieno otročka, ko ga pripeljemo domov, ne? Pa kako čistiti ušeska, pa kako kopati in tako naprej. Pa previjati. Tako, o dojenju se tudi sama spomnim, da sej smo dobili neke smernice morda, ampak potem, ko pa si v porodnišnici in ko prideš na oddelek, se pa kar tam moraš znajdeti. In kar mišljeno je, da znaš in da veš, zakaj joka in da boš prepoznala jok in da boš vedela, koliko časa dojiti. Ne? Pa ni čist tak in ni najbolj enostavno, ker tudi je zelo povezano s tem, kak je porod. Bolj kot je porod recimo težek, težje manj ima mama kapacitet za to, da skrbi za novorojenčka in več ima mogoče novorojenček potreb, da bi bil v stiku z mamo. Ne? Pa ti mogoče še nekdo reče, ja, doji 5 minut na eni, 5 na drugi ti reče 15 na eni, ne? In pol, če imaš, že itak nimaš ful znanja, pa mogoče nimaš zaupanja v sebe, pa mogoče nisi v svoji okolici prej videla mam, ki bi dojile, da bi se vse prek tega naučila. Pol ti pa še različni strokovnjaki vsak po svoje povejo, pol je to totalni recept za katastrofo. Pol ne more iti. No. A se ti zdi, da bi bilo lahko včasih dovolj, če bi samo rekli, poslušaj sebe? Ja, je pa res slišati sebe znotraj vsega tega šundra pa hormonov, ni vedno tako zelo enostavno. Ampak je pa to bottom line najboljši na svet, ki ga lahko dobiš za karkoli. Sam pol veš, da v bistvu tako enostavno se poslušati, pa spet ni vedno. Ne? In morda tudi ni nujno, ne? Zmotno je prepričanje, da če je pri prvem otroku vse šlo gladko, da bo tako tudi pri drugem. Itak. Sem bila tudi mamica, ki so tretjič rodile, pa so v tretje rabile pomoč. Ne? To sploh nima veze, zato ker so lahko kakšne specifike pri otroku, ker otrok rabi neko dodatno podporo, pa ti sicer vse znaš, pa veš, ampak v bistvu
dojenje sta vedno oba, ne? Sta par, je mama, kako je mama in je otrok. Ker lahko so tudi fizične prepreke, ne? Seveda. Recimo zaraščeni jezički in tako, ne? Seveda, lahko so ekstenzije, pa se ne more dojiti, lahko je šibek sesalni refleks. Ti lahko vso teorijo veš od prejšnjih otrok, pa če bo imel otrok šibek sesalni refleks, bo potrebna neka podpora, no? Neke vrste podpora. Jaz se spomnim moja izkušnja, recimo, ko sem prenehala z dojenjem, ker nisem imela dovolj mleka. Ja. In takrat seveda je bil najbolj pogostejši nasvet, čim več pristavljaj, to je ponudba povpraševanje in bo steklo. Ne? Ja. Nekako v teoriji bi človek rekel, da bi to moglo iti čez. Ja. Potem je pa tukaj praksa in potem je tukaj nekaj, kot si rekla, je veliko drugih še dejavnikov. In jaz recimo zdaj, ko pomislim za nazaj, mogoče s temi izkušnjami, pa s to pametjo danes, toliko let kasneje, bi verjetno drugače. In ravno to je takrat zelo pomembno, da mamice nimajo občutka sramu, če nekaj ne gre. Ne? Ja, ker nisem to, da ti veš, ok, več pristavljati, pa bo več. Veliko je v tem, koliko ti lahko se takrat umiriš, pa si zaupaš. Če ti patronažna prihaja, pa ti reče, gospa, imate pa premalo, ne boste mogli dojiti, ti lahko veš, ok, ponudba povpraševanje, sam če te okolje pri tem ne podpira, ful težko zgradiš to zaupanje v sebe. In je res pomembno, s kom si obdan, kdo te podpira, da tebi lahko to steče. V resnici bi mogli vsi podpirati mamo, pa se ukvarjati z mamo, da bi se mama lahko ukvarjala z dojenčkom. Ampak mi se pa vsi fokusiramo na dojenčka, pa prinesemo neplišaste igračke, ko se itak ne bo igral še 1 leto ne z njimi, namesto da bi mami prinesli neko skuhano kosilo, pa je rekli, vredo ti gre, ful si super, krasno, ne? Bi bistveno več mam lahko ali dojilo, ali imelo bistveno lepšo poporodno izkušnjo, če bi družba, skupnost mame podpirala. Ne? Kako pogosto si ti takrat, ko si recimo obiskovala mame na domu in jim pomagala, kako pogosto si se srečevala že tudi s kakšnimi poporodnimi depresijami? Manj, zato ker sem bila dostikrat v začetnih fazah. Ne? Torej res prvi teden po porodu, drugi teden, ko so ta valovanja zelo normalna in še ne govorimo o poporodnih recimo depresijah, ker ta nihanja imamo vse po porodu, 9 mesecev se hormoni bildajo v eno smer in pol morajo kar hitro paditi. Ta valovanja so itak normalna po porodu, pol pa nisem bila več toliko v stiku z njimi, no, ko bi se to lahko recimo bolj pokazalo. To je del tvoje preteklosti, torej da si bila... Lahko rečem bila, ne? Danes, zdaj pa že sem bila. Ja, zdaj že bila, danes tega praktično ne delaš več, ampak nisi pa čisto šla ven iz tega kroga, še vedno svetuješ, še vedno priporočaš kakšno strokovnjakinjo, če katera potrebuje pomoč. Ne? Ja, jaz sem v bistvu 2021 naredila mentorski program za svetovalke za dojenje, ker takrat je bila korona, me takrat itak nismo smele delati. Tudi zgodba z enim startupom, našim spletno šolo za starše, se je odvijala in moj fokus je šel takrat res bolj v online svet. Porodnišnice so se zaprle, šol ni bilo in takrat je bila cela migracija recimo k nam. Mi smo imeli takrat res srečo, da smo imeli infrastrukturo, da smo imeli ta know-how in smo bili ob najbolj možnem pravem času na pravem mestu. Sam meni je bolj zmanjkalo kapacitet za hoditi k mamicam. In jaz sem takrat oči spustila in so me kolegice nagovarjale, ok, ampak me bi pa rade, nam poveš, kako si ti to delala. Ne? In sem rekla, v redu, jaz lahko vas mentoriram, kako vzpostaviti posel, ne bom vas pa učila, vi se idete učiti v tujino, pridobite tam certifikat glede znanja, jaz vas lahko pa pač naučim, kako se pol pogovarjati zares z mamo, ker tega na to te ne pripravijo. Tako kot faks te ne pripravi, se ti znaš teorijo, pa prideš pa vidiš, da bo še potrebnih nekaj korakov, da boš ti to res znal implementirati v svoje delo. Ne? In se v bistvu tako začelo. One so me spodbudile, jaz sem takrat to izvedla in ugotovila, da oh my god, kako s tem uživam. Ne? Spet v stik z ljudmi nazaj, spet v poučevanje, ker jaz sem že v 2. razredu osnovne šole rekla, da jaz bom pa učiteljica. Sem takrat mislila, da si učitelj lahko sam, če otroke učiš, to pa me res ne, mislim, to mi ni, ne? Jaz sem za odrasle. In tista korona mene kar potegnila nazaj, ker pač vsi smo bili za računalniki, stika ni bilo. In ta mentorski program je mene pol odprl v to, da kako jaz uživam v predajanju znanja. No? In od tam pol ni bilo več poti nazaj. V online sem potem počasi to opuščala, pa pol lani v bistvu pustila. V bistvu imam letos, danes imam prvo leto, 1 leto, ne, čez par dni, čez par dni bo točno 1 leto, kar sem ponovno šla nazaj na svoje. Wow. Ja. Lep dosežek, ne? Ja. Zdaj, ko opisuješ to, kako si v bistvu začela, imam takoj v glavi asociacijo, da v bistvu tudi, ko si bila svetovalka za dojenje in si hodila po domovih in tako, tudi to je del podjetništva od tebe,
bilo primorano v ozadju. Se pravi, mogla si skrbeti za, dajva reči, marketing, mogla si skrbeti, Seveda. da so ljudje za tebe zvedli. Tako da mal teh nastavitev za zdaj si že takrat v bistvu postavljala. Pa jaz mislim, da veliko. Ker eno je imeti znanje o dojenju, drugo pa je skomunicirati, da imaš znanje o dojenju, priti do mamic in znati z njimi to potem, ne? Priti do tega, da imaš iz tega posel, to ni isto. Mi sem imela res izjemno srečo, da sem takrat bila vključena v precej nekih podjetniških programov, ki so mi razložili, ok, moraš imeti mindset za podjetnika, moraš na cene postavljati, moraš račune izstavljati, moraš se soočati s tem, da se ti kdaj zdi, da imaš, kdo bo tebe plačal, da imaš previsoke cene, kaj pa konkurenca. V bistvu sem imela to podporo v mindsetu, da sem sploh lahko postavila to na tak nivo, kot sem takrat. Se pravi, si poiskala tudi ti neko, dajva reči, pomoč zunanjo, da so te naučili, da so te usmerjali in tako naprej. Seveda. Ni to, kar v tebi noter bilo. Ni kar prišlo in tudi ne izhajam iz družine, ki bi te izkušnje imela. Ne? Moja dva starša sta oba redno bila zaposlena in jaz nisem imela vzora, kako je imeti svoje podjetje. Kvečjemu, glede na to, odkot prihajam, tam tisti podjetniki, ki so bili, to so imeli vedno ful denarja, pa nikoli niso nič delali, pa državo so okrog prenašali. To je bil neko predznanje ali pa nekaj, kar je bilo meni naloženo, kar se tiče podjetništva. Pa ti odpri na to SP, pa pač probaj furati svoje. Tu res rabiš pol nekoga, ki te pomaga, pa ti podpre, pa ti pove, kako. Se ti zdi, da je ključno pri tem, ko se nekdo odloči, da bo šel v svoje podjetje, da ga bo odprl, da bo sledil nekim svojim željam in sanjam in tako naprej, da je ključen ta trenutek, kdo in kako mu pomaga? Po moje je ključna odločitev, da to hočeš, potem je pa zelo pomembna ta podpora. Ampak brez te notranje odločitve, jaz to hočem in jaz to bom, imaš lahko ti 10 mentorjev, pa ti vrhunskih mentorjev pa coachov, pa ti ne bojo mogli pomagati, če ni tvoja odločitev. Ne? Torej, jaz se moram odločiti, jaz to hočem, pa prosim za podporo, pa mi malo pomagaj ti, pa ne, če pa jaz grem, pa rešite me, pa pomagajte mi tam, pa bo. Ti moraš imeti svoje temelje postavljene. Ne? In ravno te temelji so včasih tisti, za katere lahko pri komu opazimo in rečemo, ok, bil je v redni službi, želel si je nekaj drugače, ker je imel občutek, da ko bo pa na svobodi, ko bo pa samostojni podjetnik, bo pa vse tako zelo bolj lahkotno. Ne? In potem iz danes na jutri da odpoved in se loti nečesa svojega. Super. In po enem letu ugotovi in reče, jaz grem nazaj v službo. Ja. Ni tako enostavno. Jaz vsem, ki rečejo, joj, vi podjetniki, rečem, da je odpri SP. Pa pač me je odprt SP pol leta, pa boš pol videl, koliko to prinese za sabo. To je taka osebna rast, kot jaz na nobeni psihoterapiji nisem doživela, je imeti svoje podjetje. Tisti, ki imajo svoje podjetje, razumejo, oni, ki ga nimajo, pač ne razumejo, ampak to se konstantno preizprašuješ o lastni vrednosti, o cenah, o konkurenci, o tem, kako bi deloval, kjere produkte boš delal. Ne? Kar pa je ključno recimo pri podjetništvu, napram redni službi, je to, da v redni službi imaš neko vodjo, imaš direktorja, šefa, ki te sprašuje, ok, Eva, kako ti je šlo, kaj si dosegla, kje smo s cilji, kje me rabiš, pa te pohvali. V podjetništvu moraš biti pa to ti sam sebi. In na to večina podjetnic recimo pozabi. So sam v to usmerjene, ok, poslanstvo svoje bom živela, delala bom to, kar čutim, in se ne vodijo. In se ne pohvalijo, in se ne skritizirajo. In si ne zastavljajo realnih ciljev. A veš, si rečejo, joj, upam, da bom dovolj prodala. Kaj je dovolj prodala? Ne moreš ti v neki veliki firmi reči, upam, da bomo dovolj prodali. To so čist, ne? In si ne zastavljajo konkretnih ciljev. Po moje ni tega mindseta, ok, zdaj imam pa podjetje, pa sem jaz vodja svojega podjetja. In to je treba dobiti. Da prej si imela ti šefa, ki te spomnil, Eva, tisti mail bo treba poslati, pa če se ti je dalo ali pa se ti nisi pač ga poslala, ker si vedela, da ga je treba. Pri SP-ju si pa hitro na tem, danes ne čutim, da bi ta mail poslala, pa jutri tu, če ne bi, pa ne. Pa je ful pomembno si vzeti cajt za sebe. Kot rečeno, jaz imam en dan v tednu, ko nimam strank. Ampak iz tega danes ne čutim, pa jutri ne čutim, pa jutri ne bi. Hitro pridemo do tega. Jaz se hecam, da v Ljubljani, ko je megla, mi od oktobra do aprila lahko ne čutimo, da bi kaj delali. Ja? Pa hitro zabredemo v to, da nam tudi zmanjka zagona, pol strank ni, pol nam še malo dol pade in se hitro zaciklaš v premalo denarja, premalo strank, v odpovedih in tako naprej. Kljub narečju živiš v Ljubljani, ne? Jo, ja. Si rekla mi v Ljubljani? Mislim, ne, jaz sem Štajerka, ampak živim pa v Ljubljani in sem Ljubljančanka. In se je bilo težko ali lahko navaditi na ljubljansko meglo?
Toliko sem uživala v dejstvu, da sem v Ljubljani, da meni je to pa vredo, megla je, ok, bom preživela. Si vzela v zakup. Ja, uživam. Če se zdaj vrnem nazaj k tvojemu mentoriranju, zdaj smo mečkano že naredili grobega opisa, kako je biti na SP-ju in kaj so tiste pasti, v katere se lahko ujamemo. Tvoja naloga danes pa je v resnici ta, da dejansko pomagaš podjetnicam, predvsem ženskam. Predvsem ženskam, ja. Si se nekako, bom rekla, tako tudi usmerila v ženske, mogoče zato, ker jih lažje razumeš? Pa veš, da ni bilo nikoli načrtno miselno rečeno, zdaj bom pa z ženskami, ampak nekje lažje začutim, kaj se jim dogaja. Kaj se jim plete po glavi, ne? Ja. In pomagaš torej podjetnicam na njihovi poti. Zdaj, morda se to za koga sliši, pomaga, kaj, zdaj ona reče, pošelj mail, ne gre za tako pomoč, gre za to, da v bistvu če si jaz to pravilno predstavljam, nekdo, ki že ima SP, pa se je mečkano zgubil, ali pa nekdo, ki začenja in ne ve kako, pride k tebi kot na neko mentoriranje, svetovanje in ga ti verjetno po korakih usmerjaš, kaj mora narediti, kaj je naslednji korak, kako naj se česa loti. V bistvu postavljam ponovadi več vprašanj, kot jaz govorim, kaj je treba delati. Zato, ker želim, da podjetnica ali pa ženska, ki bi to rada bila, sama najde odgovore, ji pa pomagam z tem, da pač imam nekaj letno izkušnjo tega in jo v bistvu vodim, da sama najde način, ki ustreza njej. Ker jaz lahko tebi rečem, Eva, vsako jutro ob 8 pošlji maile. Sam, če to ni v skladu s tem, kar si ti in s tvojim načinom je to brez veze. V bistvu ti moraš najti način, ki tebi ustreza, jaz te pa lahko podprem pri tem, pa tega pomagam oblikovati. Zdaj, Urška, zdi se mi, da je v zadnjem letu, 2 res takšnih pomoči res ogromno. Zdaj, omenila si že parkrat vmes tudi konkurenco, s katero se mi zdi, da se ne smemo preveč ukvarjati, oziroma da nam more biti prej kot ena gonilna sila, da se trudimo še bolj. Zdi se mi, da je tako malo moderno to postalo, v smislu, da tudi sama delam coachinge, zato se zdaj malo dajem v ta isti koš, ampak veliko je tega zdaj na razpolago, ljudje se lahko zelo hitro odločijo za enega, drugega, tretjega, kar je super. Hkrati pa sama ugotavljam, da ta coaching glede poslovnega sveta gre pa pri nekaterih, tebe zdaj tukaj dajem ven, pri nekaterih v zelo podobno smer. Se pravi, sama sem naletela na kar nekaj takšnih, ki delajo po istem kopitu. Se pravi, ti si na začetku in zdaj nujno najprej spletna stran, naslednji korak nujno brezplačnik, zato da dobiš kar povedati. In tako naprej, se veš, o čem govorim. Verjetno tisti, ki so se tudi že kdaj srečali s podobnimi, bodo tudi vedeli, o čem govorim, ker naenkrat je poln Instagram, po istem kopitu. Enakih teh, bom rekla, modelov. One page, rečemo, oziroma spletnih strani, ki so si zelo podobni in tako. Pri tebi je pa mene pritegnilo ravno to, da si ena od redkih, nisi edina, si pa zagotovo ena od redkih, ki pa ima drugačen pristop, ki pa nisi najbolj zagovornica takšnega načina. Niti mi ni toliko znan, da bi ga lahko komentirala, ker se v resnici, če se lahko sem na konkurenco, pa ti pol odgovorim, če ti poznaš svojo lastno vrednost, pol konkurenca ne obstaja. Ti učiš retoriko, nekdo drug uči tudi retoriko, ampak sta si videla čisto drugačna. Če sta vidva trudila meni prodajati, glede na to, kar so tebe učili, da bi jaz rada slišala, bosta oba govorila isto. Če boš pa ti govorila svojo zgodbo, to, v kar ti verjameš, če boš svoje primere kazala in on isto, se bom pa jaz lahko odzvala, pa rekla, v bistvu me on ne pritegne, me pa Eva, ali pa obratno. Če se pa ves čas ukvarjamo, kako zdaj on govori, kaj on prodaja, pol pa nikoli imamo fokusa na sebi, pa na tem, kar je moje, na moji moči, na tem, kar imam jaz dati za svetu. A veš, tudi trgovski tej verige. Imaš eno verigo, pa imaš čez cesto drugo verigo, pa funkcionirajo, ker vejo, da to ni konkurent. Mislim, da si ti enkrat, ali sem pa to nekje drugje, ampak mislim, da pri tebi zasledila primerjavo v smislu, tako kot podjetja, ki prodajajo okna, recimo. Če bi vsi na enak način prodajali, ampak kje boš pol našla tisto svojo? Ti moraš vedeti, v čem si ti dobra in zakaj bi jaz k tebi prišla, pa v resnici moraš biti avtentična. Zato, ker če se odločim za delo s tabo, pa okna, veš, okno je neka fizična stvar, ki jo kupiš, pa bilo prošlo. Če pa jaz delam z ljudmi, pa moram tebi jaz ustrezati. In kako boš ti vedela, da ti jaz ustrezam, če jaz ne izrazim sebe tako, kot v resnici sem? Tako da lastno vrednost poznati, pa se ne ukvarjati s tem, kaj delajo drugi, ampak s tem, kaj imaš ti zadati svetu.
Kako pogosto se pa še vseeno srečuješ s puncami, s podjetnicami, da imajo to težavo prekomernega ukvarjanja s konkurenco v smislu, joj, zdaj pa ta tudi isto začela ali pa joj, kakšno ceno naj pa jaz zdaj dam? Pa imam, sam gremo zelo hitro čez to, da v bistvu, če nimaš ti fokusa na svojih ciljih, boš vedno zgubljala fokus na tem, da boš druge lovila, ne? Te vsaka rožica zmoti na travniku, namesto da bi šla do tistega svojega drevesa. Ne? In tu vidim izziv, da mogoče ni ciljev zastavljenih, a veš, da ti nimaš cilja postavljenega, ok, to pa to želim speljati, to je moja vizija in ne glede na to, kaj se da konkurenca ven, to je moja smer. Ne? Če pa jaz nimam zastavljene vizije, strategije, kako bom do tega prišla, pol pa pač me lahko to premoti pa vzvalovi. Si pa prej eno dobro vprašanje postavila, po moje glede teh strategij. Jaz zagovarjam, da mora najti res vsak svoj unikaten izraz, pogruntati, kje je ciljna publika, ker če imam jaz recimo 100 sledilcev na Instagramu ali pa 200, pa šele začenjam, pa jaz sem tudi začela z 0, recimo na Facebooku, ampak če tam objavljam in dajem ogromno neke moje energije v brezplačnike in to razlagam 200 ljudem, bo efekt zelo mali, ker ta tunel, ta funnel, to so res je padec med nekimi ogretimi ljudmi, pa dejansko na koncu prodajo. Ne? Govoriva o tem lijaku. Lijaku, to tudi ne tunel. Vidiš, to meni čisto eno, kak so ti izrazi, ker grem čist izven tega okvira, razlagam. Jaz moram vedeti, kje se moja ciljna publika nahaja in se tam pokazati, da nekaj znam. Se je super, da jaz delam na svojem profilu, ampak če to mali profil, pol ne vidim vrednosti ali pa prednosti v tem, da vlagam, 2-3 tedne v neke brezplačne zadeve, ker bo tam ta odziv na kup ful manjši. In pol podjetnice grejo v to, dajo vso znanje v te brezplačnike, pri čemer pozabijo, da stranka ne more toliko, nima take kapacitete tega vsega sprejeti v recimo enem tednu. Ti, če si se retorike učila, 5 let, ni variante, da ti meni v enem tednu razložiš vse. Ker če bi tebe nekdo na prvem seminarju, jaz včasih grdo rečem, pobruhal z 5 leti materijala, ti ne bi od tega nič imela. Ti moraš iti počasi in tu se moramo podjetniki vedno spomniti, da ko imamo stranko, gremo od začetka. Mi napredujemo, pa smo bližje kje, pa združujemo različna znanja, ampak stranka je pa na začetku. In pogruntati, kje je stranka in njej pomagati z tiste točke. Imaš v zadnjem času več podjetnic, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi kot ti, v smislu svetovanj, coachingov in tako naprej, ker se mi zdi, da je zdaj, tako kot sem rekla, porast tega, ali pa mogoče tudi še mal prestopa v duhovnost, tudi, to se mi zdi zdaj, da je tega tudi veliko, ali je še vedno veliko tudi teh klasičnih tistih podjetnic, ki smo jih nekoč bolj opazovali, se pravi, svoje linije, torbic, če želiš in tako naprej. Jaz imam dejansko več nekih bolj svetovanj, torej podjetij, ki se ukvarjajo z svetovanji ali pa s kakimi spletnimi produkti, ali pa je pa res, da nisem to. Imam pa na mene se obrača več žensk z to vrstnim poslom, kot recimo z nekimi prodajnimi produkti. Ampak se je tudi moja zgodba šla v resnici iz nekega svetovanja, ne zares iz prodaje. Čeprav spletna šola, jaz sem to mogla enkrat pogruntati, da spletna šola bila v resnici spletna trgovina. Meni je moglo tak lik narediti, mi rešujemo svet, imamo svoje poslanstvo, ampak na koncu je to spletna trgovina, kjer ti daš v košarico in kupiš. Ko sem ta mindset obrnila, mi imamo spletno trgovino, z ful veliko dodano vrednostjo, to ni zdaj pač kozarc, ki ga prodajaš, takrat sem jaz začela ful drugače razmišljati o prodaji. Kaj pa se ti je takrat toliko spremenilo? V smislu, da si začela drugače razmišljati? Kako si se takrat naravnala drugače? Po moje sem pogruntala, da sem v resnici, pa ne vem, če se bo dobro razumela, ampak samo podjetje, ki prodaja. A veš, kaj mi podjetnice dostikrat delamo, ko govorimo za neko svoje poslanstvo? Mi smo toliko v tem, da ne vidimo, kak stranka vidi naš produkt ali pa našo storitev. Ti bi vse naučila, recimo retorike, jaz bi vsem lahko povedala, kako se biznisa lotiti, za stranko je pa to storitev ali pa je produkt, neko spletno predavanje o dojenju, to je v bistvu produkt, ki ga daš v košarico. In jaz sem takrat mogla dojeti, da moja zgodba, to, kar jaz nosim sabo, je nekaj drugega kot to, kar stranka vidi z mojim produktom in da se moram začeti ukvarjati s tem, da ji prodajam svoj produkt. Ker se tudi svetovanje je v resnici produkt, pač na drug način ni fizično, ampak je produkt. In pol se začneš tu spraševati, kdo je pa ciljna publika?
Mogoče pa ni idealne stranke, ampak je več ciljnih publik. Ker idealna stranka, če si mi postavimo, to je ena. Pa rečemo, je ženska 26, ne? To so te stari modeli, ki meni niso več funkcionirali, da je ena. Ker ti lahko isti produkt, isti coaching prodajaš. Ženskam lahko prodajaš, moškim lahko prodajaš, podjetnicam lahko prodajaš, tistim, ki šele želijo biti podjetnice. Ne? Ali pa ne vem. Skratka, ne verjamem tukaj v neko idealno stranko, ampak dajmo razmišljati, kdo je ciljna publika. Kako razmišljajo, kje se nahajajo, kje bolečine s njim rešujem. Tu v bistvu je treba ta preklop narediti, da nisi več samo fiksirana ti na svoj produkt, pa koliko je fajn, ampak na to, zakaj bi ga stranka naj kupila. Zakaj bo to, da ti kupiš mojo storitev, tebi nekaj pomagalo. In se treba s temi zakaj ukvarjati. Zakaj boš ti zdaj k meni prišla, kaj ti lahko pomagam. Ker polje začnem razmišljati o tem, kje težave imaš. In potem, ko jaz razumem, recimo, ne vem, Mojca si ne zna postaviti cene, jaz vem, da moram govoriti o tem, da je izziv z cenami, recimo. Iz tega potem pridejo prodajni teksti, pa objave, pa vse te stvari. Ne? Ampak vseeno pa, da ne bodo zdaj ljudje imeli napačnega prepričanja, daleč od tega, da si nekdo, ki ga usmerjaš samo na njegovi poslovni poti. Tukaj bi jaz rada res dala en velik poudarek, ker delaš vse zraven še. Veliko. Zelo veliko je pri tebi tudi tega, da se lahko naučimo ali pa dobimo v pogled v to, kako se vendarle da posel združiti z družino, s prostim časom, kljub temu, da smo na začetku govorili, da na SP-ju ni vedno vse lahko, ampak zelo veliko daš poudarka tudi na tej sami organizaciji in pa na skrbi za sebe. Zakaj tako zelo pogosto v zdajšnjem času? Zdi se mi, vem, da si sama šla skozi eno izkušnjo, ki ti je takrat verjetno res odprla oči, da moraš tudi ti delati drugače. Kako se je to začelo, kaj se je zgodilo? Veš kaj, če ti goriš za svoj posel, pa goriš, je edini možen razplet, da na koncu izgoriš. In če si ti v nekem podjetju zaposlena, boš šla ti na bolniško, pa bojo drugi podelali, pa boš ti dobivala tam denar. Če pa ti na svojem SP-ju izgoriš, ni nobenega. In mene je rak v družini v resnici šokiral do te mere ali pa postavil pred realno dejstvo, danes si, jutri te pa mogoče ni. In to me je pač zašifnilo. Zakaj delam cele dneve, pa otrokom razlagam, sam še članek napišem, sam še to posnamem. Na koncu samo otrok ve, če si ti bil doma ali nisi bil. In tista bolezen je meni totalno obrnila. Kaj pa, če imam jaz samo še 10 let pred sabo? Pa k sreči, hvala Bogu, sem to lekcijo lahko, nisem rabila sama in čez to, da sem dojela in sem si sam rekla, ne, to pa ne gre. Kaj bo otroci imeli od tega, da ti cele dneve delaš? Sej rešujem svet, ne? Pomagam ful ljudem, ampak na koncu pa so moji otroci zvečer doma, kar rabijo mamo. In tu so se mi čist prešiftale stvari. Ker če jaz nisem potem moja družina ni in pol tudi v bistvu v biznisu ne moram dobro delati. Če sem jaz prekurjena, če nimam dobro postavljenih cen, če se vse ukvarjam sam, a bo kdo se prijavil, sej mi ne more iti. V bistvu v poslu moraš najprej biti ti in ko si ti je cel posel Zato, ker se stranke na to odzivajo in rečejo, njej pa gre, nekaj mi pa očitno mogoče zna pokazati ali pa dati. Najprej moraš biti ti In to, da si ti in da lahko to združuješ, je včasih verjetno ena velika umetnost ali pa disciplina. Disciplina. Ni motivacija, veš, kdo reče, sem motivirana. Jaz nisem nikoli motivirana za pisanje mailov. Jaz nisem nikoli motivirana, zdaj bom pa jaz pripravila objave. To je disciplina. In te discipline v SP-ju dostikrat ni, ker pač ne čutim danes, da bi to delala. Jaz temu rečem roza megla. Ne? Pač gorimo za svoje poslanstvo, pa pač malo zabluzimo. To je disciplina. Tako kot je pospravljanje kuhna disciplina, tako kot je umivanje zob disciplina, mora tudi vodenje svojega podjetja biti disciplina. In si reči, zdaj pa pač neham delati. Te izgovori, jaz ne morem odklopiti. Kako ti odklopiš? Recimo, primer, vem, da imaš ob ponedeljkih je dan za sestanek. Nujno. To vem že, da imaš sestanek sama s sabo. Ja. In takrat v bistvu verjetno narediš en pregled tedna. Kaj moraš narediti po dnevih in tako? Najprej, a veš, kaj naredim najprej? Kaj bi ti naredila najprej na takem sestanku? Najprej bi po mojem pogledala pretekli teden. V stilu, česa nisem se naredila? Ne, v stilu, kaj sem naredila. Bravo. Ja, jaz se najprej pohvalim, zato ker sem naredila. Ker če jaz štartam teden z seznamom, oh my god, česa se nisem naredila, tako imaš energijo na... Ne, jaz se najprej pohvalim. To sem pa dobro naredila, ta cilj sem dosegla, tu sem zadovoljna. Meni je pač zadovoljstvo recimo ful pomembno, komu drugemu je uspeh. Jaz se najprej pohvalim.
pol pa si rečem, ok, kaj pa hočem ta teden, kaj bi radi mi ta teden v tej firmi delali. Ker če si zaposlena, pa imaš šefa, bi ta sestanek v resnici šef odvodil. In pol si zastavim konkretne cilje, pol imam pa vedno na dnu prihodke, odhodke, pogledam, kje imam odprte postavke, komu moramo pomini staviti in kje lahko jaz pričakujem, in kaj moram jaz recimo plačati. In bolj si tudi na podlagi financ postavim, ok, bomo še to dali ven, bomo pojačali prijave na to, ne, in na podlagi, to je moje v bistvu vsak teden sidro, oziroma neka smer, kaj moram delati. No in to je morda ravno ta zadeva, ki nekomu, ki je sam na poti, lahko zmanjka. Ja. Ker marsikdo, poznam veliko ljudi, ki so na SP-ju, ki imajo svoje podjetje, morda DO. Ja, vseeno, v bistvu forma je čisto. Ja. Pa grejo bolj iz tedna v teden, v smislu bomo, ne? Bomo čutili, kaj bomo naredili, ne? Bomo čutili, ja. Oziroma, če pa kaj bomo, pa bomo, ne? Ampak ta mi moram reči, ta smernica ponedeljka s prihodki in odhodki mi je morda tudi meni zdaj ta trenutek malo odprla oči, ker v resnici vsi na koncu delamo za denar. Seveda, pa sej tebi v trgovini ne bo poslanstvo kuplo kruha, ampak tega bo denar, ne? In dejansko na podlagi te zelo enostavne enačbe lahko vidimo, a se bo naš teden moral odvijati v to, da bomo več prodali, ali se naš teden lahko odvija v to, da samo, ne vem, poglabljamo vsebine, ki jih že imamo, ne? In to, veš, če se vsedeš v avto in je tvoj cilj, ne vem, Koper, ali pa rečemo ena mala vas, ko ne veš čisto točno, kje je, pa ni lih na vsaki tabli piše Koper. Če si ti to ne daš v Garmina, kak računaš, da boš prišla tja? In mi to v biznisu delamo. Ne zastavljamo si ciljev, ne gledamo, kje smo s financami, pa nobeno resno podjetje ne pušča evrov kar tak, razen mi, ko pač malo bi, pa malo ne vemo. Treba imeti pod nadzorom prihodke, odhodke, vedeti, kje porabljaš denar, ker pol se lahko odločiš, ok, očitno moji produkti ne prenesejo toliko, kot jaz rabim zaslužiti, dajmo nekaj novega najti. In pol se več ne sprašuješ, ali bo meni uspelo, ampak se vprašaš, kako mi bo uspelo. Drugače jaz nimam te naravnave v ponedeljek, se lahko več sprašujem, a mi bo ratalo. Kaj ti ima za rata, če sploh ne veš, kaj bi ti naratalo. Če pa ti veš, ok, moj cilj je prodati 70, ne vem, predavanj, in potem se pa vprašam, kako mi bo uspelo. Ne? Ali bom jaz dobila teh 70, ampak kje se nahajajo, kako razmišljajo, kje bolečine s njim rešujem, kako jim lahko pomagam. In ta struktura, to je nekaj ključnega, pa se vsi tega branimo, veš, zato ker če smo mogoče kje delali, pa smo imeli šefa, ki je vsak ponedeljek imel sestanke z nami, gremo v SP v stilu, jaz bom pa zdaj svobodna, jaz pa mene pa več nobene bo matral, pa to ne, jaz bom zdaj svobodna. Ampak svoboda brez strukture je kaos. Isto doma. Svoboda brez reda je permisiva, ni sočutna vzgoja. Sočutna vzgoja, temelj sočutne vzgoje so meje. Nerazumevanje, meje. Jaz ti postavim mejo, te pa razumem, da ti niso kul, ampak najprej ti postavim mejo in v poslu tudi. In bolj kot se mi zdi, da delamo neke take stvari, ko so poslanstvo, ker tudi ti delaš nekaj, kar ti čutiš, ne prodajaš kozarcev recimo. Moraš čutiti, Tako, bolj kot čutiš, bolj kot si želiš svobode dati, bolj rabiš strukturo. Ker svoboda brez strukture je kaos. Ampak recimo postavljanje ciljev, ne? Dobro, zdaj govoriva, neki so te ponedeljki, ko si postavljamo recimo cilj za ta teden, ki je pred nami, neki so pa te morda kratkoročni, dolgoročni cilj. Ne? Kako pogosto imaš recimo podjetnice, ki jih premalo pogumno postavljajo? Večino časa. Ker če si bi jih postavljale pogumno, me najbrž ne bi rabile. Ker se po mojem niti ne zavedamo več svojih potencialov. Pač gremo iz tedna v teden, to bomo naredili, ne upajo pa si pogledati, koliko vse je pa še možno. A pa se ti zdi, da je mogoče to tudi, jaz včasih tako razmišljam, da je to morda način tudi vzgoje, kako smo bili nekateri vzgojeni, v smislu, veš, da se ne mečeš ven, Seveda. Da nimamo ta mnenje o sebi, jaz pa to res dobro delam. Jaz, ko se spomnim recimo svojega otroštva, pa verjetno tudi ti, nismo bili ravno nikjer tako deležni, da bi se mogli hvaliti sami sebe, da bi bili ekstremno ponosni na svoje dosežke. Vedno smo čakali, kdo nas bo. Pa bože, ne da se preveč hvališ, ne? Ker pol si prevzetna, pa polna sama sebe. Tako. In pol si hitro preveč in pol pač ugotoviš, ok, mogoče pa jaz ne bi. Ne? In to smo prenesli malo v to odraslo dobo. Seveda. In se ne znamo pohvaliti. In podjetnice, ki k meni hodijo,
če pride enkrat, tega ni, ker pač pride samo enkrat, ampak vsaka podjetnica, ki pride k meni večkrat, v kakršnikoli skupini, prvo moje vprašanje je, s čim se bi pohvalila od prejšnjega srečanja. Ker nam to sploh ni normalno, da bi se hvalili, ker se nam tako zdi, se to pa ni nič takega, se to pa najbrž ne. Ne, ni res, ti to znaš. Nekdo drug tega ne zna. Najprej se treba zavedati, kaj znam, v čem sem dobra, ker je to temelj za rast naprej. Če mi si sami ne damo tega priznanja, mater, to mi je pa dobro ratalo, to znam, če tega ni, kako boš pol gradila naprej, če si sploh temelja ne postaviš. Pa mogoče tudi to lahko preslikava ne samo k podjetnicam, ne? Tudi za tiste, ki so recimo v redni zaposlitvi, v rednih službah, ne? Ni vedno treba čakati na to, da te šef pohvali, ne? Ker pol si lahko kdaj tudi hitro razočaran, če samo na to čakaš. Hkrati, če si sam ne znaš tega dati, je ful velika teža, da pričakuješ, da ti to drugi dajo. Je fajn, da se znamo pohvaliti, da si znamo sami dati ta čas za sebe, pa kavico zjutraj, pa to, kar nas nafila. Ne? To je to prevzemanje te moči v svoje roke, da si rečem, zjutraj jaz rabim, 5 minut kave v tišini pa miru, obožujem svoje otroke, ampak kavo imam pa tudi rada in si to daš in ti vodiš svoje življenje. Ne? In pol lahko pride obilje, ker se mi zdi, ker si rekla recimo, da se nismo tukaj navajni pohvaliti, ne? Mi smo navajni zelo tak low profile biti, torej bodi pridna, bodi ne preveč izstopati, kaj bojo pa rekli, ne, lepo, ne. Mi nimamo težav z imeti malo, mi imamo izzive, sprejeti kapaciteto veliko, obilja. Zato si podjetnice ne zastavljajo velikih ciljev, ker sploh ne verjamejo, da lahko veliko zaslužijo, ker se valjda pol pripne ogromno nekih prepričanj, kaj pa pomeni imeti veliko denarja. Ene je strah, da bojo mogli pol še več delati, čeprav v resnici, če imaš ful več denarja, ne rabiš ful več delati, ne? Pol si že oddelal svoje, da lahko lažje živiš. Eni so prepričani, da jih bo to pokvarilo, zato ker tisti, ki so imeli včasih veliko denarja, so bili pokvarjeni, torej to je zelo logična enačba. Ne? Tu se treba spraševati, kjer blokade imam jaz vezane na obilje pa na denar, da ne znam postaviti cen, da ne znam vztrajati pri tem, da mi plačaš, če sem ti račun izstavila, pri tem, da ti stavim račun, če nisi sporočila, da te ne bo, pa si pač te ni bilo, ne? Pri tem, da ko jaz računam, koliko bo tako kozarec vreden, vračunam še svoje delo, ne samo material, koliko sem jaz porabila, ampak svoje delo. Ne? To je pa tista osebna rast v podjetništvu, ko smo prej govorili. Eno je videti, kako spet zgleda, druga pa ta osebna rast. Soočati se s temi blokadami, ozaveščati, če se mene strah v resnici. Ja, ker se mi zdi, da je tudi veliko ljudi, ki so v rednih službah, tako kot sem prej rekla, iščejo to neko pohvalo, podporo ali med sodelavci ali pri šefu. Ne? In vem tudi sama, recimo se velikrat dobim koga takšnega, ki mi reče, ja, pa čakam, ne? Ampak recimo mi, ki smo vajeni se sami morda potešiti s to pohvalo, ja. Ne? Jaz priznam, da včasih težko razumem nekoga, da je njegovo razpoloženje lahko odvisno od tega, ali bo to pohvalo dobil ali ne. In to pa so stvari, ki pa se pa ne zgodijo iz danes. To so lahko leta treninga, da ti ta mindset osvojiš, da si rečeš, zunaj je megla, otroka sta bila zjutraj sitna zelo, ampak jaz se pa zdaj moram zbildati. Jaz ne morem zdaj čakati, meni šef ne bo potegnil gor, ne, sploh če se naspel, ga itak nimam. Kaj bom jaz zdaj naredila, da se bom spravila v boljšo voljo? In tukaj se zelo potem lahko dela en tak lep preplet tudi mal z delom na sebi, z duhovnostjo, če želimo. To je zdaj, se mi zdi, spet tako ratalo, da tisti ljudje, ki so na svoji poti, super si rekla na začetku, da je v bistvu SP na nek način tudi osebnostna rasta. Ne? Največja, ja. In zdaj nekdo to najde v duhovnosti, nekdo drug najde, ne vem, v športu pretiranem in tako. Čemerkoli. Sama si pa šla mečkan bolj v ta duhovni tudi sveta, ne? Pa ne vem, če duhovni, to mi je bilo zanimivo vprašanje, ampak ne vem, če je zares duhovni. Ker se mi zdi včasih tudi konotacija s tem duhovnim negativna. Vse se bolj z duhovnosti ukvarja, pa kristale, pa samoroge. Ne? Mogoče bolj raziskujem sebe v odnosu z svetom in s tem, a smo zdaj mi sami ali nismo. A moram zdaj se si sama zrihtati, ali mogoče obstaja nekaj, kar je več od nas, pa mi lahko pri tem pomaga. Ker če obstaja nekaj več, torej nekaj več, kar mi lahko pomaga, pol tudi mogoče, ko mi ne gre tako dobro, ne rabim jaz tega bremena sama nositi, ampak ga lahko nekam dam. Ne? Pa poimenuješ kdaj to nekaj več?
Vesolje, Bog, ampak pač Bog kot Bog, ne nujno katoliški, krščanski Bog. No. Ampak absolutno pa sem prepričana, to je moje osebno prepričanje, da pač nekaj je. In jaz ne rabim vsega sama. Jaz spustim željo v vesolje in potem se stvari zgodijo. Jaz ne rabim zdaj aktivno garati na tem, da bom to dosegla. Meni je lažje na tak način. No. Veliko več se mi zmanifestira stvari, odkar na tak način razmišljam. Ja, jaz recimo velikrat, ko gre za kakšne računalniške zadeve, glede na to, da je bil moj pokojni oče računalničar, vedno rečem, oče, dele ne znam, pomagi mi. In pa se to nekako po nekem čudežu kar reši in takrat vedno rečem, no, se sem vedela, da je imel prste vmes. Pa zakaj bi mogli sami? Mislim, a veš, kjera teža, pa breme? Tako, ampak tukaj potem si spet lahko nekdo reče, ne, ja, to zdaj mi je malo tolažba, ampak jaz si rečem, sej tudi, če mi je tolažba, pa ne. Pa marsikdo mogoče manj resno vzame, veš, ona se pa z duhovnostjo ukvarja. Mislim, ti se ukvarjaš s čimer se ti hočeš, jaz se bom s tem, s čimer se jaz, pa če me rabiš, lahko prideš, pa bova videla. Ne? Jaz ne vpletam teh, včasih si kdo misli, včasih samoroge omenjamo. Ne? Da ker mi jahamo samoroge, pa sploh ni res, ker mi precej se matramo, da nam pol kakšna stvar lahrata, pa si kdo misli, joj, te samorogi, pa to je samo prispodoba. To ni zdaj, da jaz res verjamem, pa imam parkiranega samoroga v pisarni. Dva. Vsaki pisarni enega. Ja. Pač vsak po svoje. Meni se zdi, da ko ti sodeluješ z presežnim, pa ko imaš odnos, ko se ti zavedaš, da v bistvu tudi to, kar ti rata, nisem tvoja zasluga, je ful lažje. Kaj pa manifestacija kot takšna? Zdaj, najlažje bi bilo in super bi bilo, če bi to delovalo tako, da sem jaz zjutraj lahko na kavču in zamižim in si dam eno meditativno glasbo in manifestiram, kako bo danes 100 prijav in sem na kavču in samo manifestiram, kako bo 100 prijav. To je ona roza megla brez strukture. Ja, ne deluje tako, ne? Mislim, v resnici je ful preprosto, ampak rabi pa tudi strukturo zraven. Rabimo tudi dejanje. Ti rabiš plan, ampak hkrati, Eva, namere so ful pomembne. Zakaj molitve delujejo? Zato, ker je namera zadaj. Molim za recimo to in jaz pred vsako stvarjo, ko jo dam ven, dam namero. Jaz si tudi ustvarim, jaz se vedno dam na list papirja, v krog si napišem projekt, si napišem cilje. To ni nič roza, to so konkretni cilji, konkretne številke. Mi je pa tudi ful pomembno, kako se počutim pri ustvarjanju tega projekta, pri pobiranju prijav, pa pri sami izvedbi tega. Ni sam struktura, ampak je tudi ta, kako se bom pa pri tem počutila, torej ta ženski princip v podjetništvu. Ne? Mi nismo stroji, da bomo delali, mi rabimo tudi se počutiti ob tem. Pa imeti čas za družino, pa čas za sebe, pa za savno, ampak hkrati imamo boje. Je pa ta namera ful pomembna. Če jaz rečem, 100 prijav, zdaj pa pač naj se najde način, da bo do teh 100 prijav prišlo. Mene so zdaj recimo Meta zablokirala, ker sem dala eno fotko 500 taka gor, in je bil takoj financial fraud in me je zablokirala za 1 mesec in jaz pa zdaj ne morem oglaševati svojih produktov in sem tak, ja v redu, bom pa našla. Mislim, a veš, nisem šla v žrtev, zdaj pa ne morem. Sem tak, kako bom pa zdaj našla ljudi, ki se bo na to prijavili. In sem pač naredila strategije, da jih bom našla. Je pa namera zadaj ful pomembna. Mi se tega ful ne zavedamo, koliko moči imamo sami. Če si jaz zjutraj rečem, dajem namero, da bo tak lep dan, da bom doživela to pa to, se težko to ne zgodi. Če pa se ti zjutraj vstaneš hektično, ono, drugo, tretje, sej se sploh ti v Garmina ne vpišeš cilja. Cilje se je treba zastavljati in z namero se v bistvu ne. Se ženske podjetnice zelo razlikujemo od moških? Zelo nisem delala z moškimi podjetniki, tako da ne bi vedela. Bila sem pa na začetku vključena v precej moški svet podjetništva, ampak to je bilo 7 let nazaj, 8. Tu vidim razliko. Recimo, če smo, že to, da smo ciklične drugače. Ti, ko imaš menstruacijo, ni variante, da si isto produktivna, kot ko imaš ovulacijo. Moški tega nimajo, moški so linearni, njim se pač oni nimajo cikla, oni si tak, ne, od jutra do večera, testosteron. On si lahko zastavi cilj in ide gas. Pa menstruacija, cikličnost, pa če imamo otroke, to je ful pomembno izpostaviti, če ima ženska otroke in je negovalka v tem oziru, ne more posel enako laufati, kot lahko laufa moškemu, ki zjutraj pač zapusti dom, pa gre oddelati svoje. Ne. To miselno breme je zelo večje. Pa delujemo drugače. No. In usklajevanja, ne? Vse to, kar je treba držati, da bajta stoji. Urška, moram se dotakniti še human designa.
lahko rečem, da je to nekaj bolj novega ali ne? Bistveno novejšega kot astrologija, recimo. Ja. Deluje, ne bom rekla podobno, ampak a deluje podobno? No, vse v bistvu niti ne vem. Kako bi opisala, kaj je human design? Je en sistem, ki je skupek večjih nekih pristopov in znotraj human designa ti v bistvu lahko pogledaš človeka, vidiš, kako bi lahko najbolj optimalno deloval, kako okolje bi ga podpiralo, na kak način komunicirate ene stvari in potem lahko si s tem kaj pomagaš. Tako kot ena navodila za uporabo, recimo. V resnici. Aha. In pol vidiš, vse to, da jaz čutim ful močna čustva in da imam tako valovanje, to ni z mano nič narobe. Jaz sem pač, recimo, tisti, ki se na human design spoznajo, jaz sem pač čustveno avtoriteto, jaz čutim močna čustva, gor, dol in je za mene ključno, ne, da si jaz rečem, zdaj pa ne smeš tako močno čutiti, pa tukaj se, ne. Za tebe je samo pomembno, da odločitev ne sprejemaš takrat, ko si najbolj gor, pa najbolj dol, ampak počakaš na neko neutralizacijo, pa si rečeš, kaj bomo pa se zdaj odločili. Kje si se ti srečala s human designom? Pa veš, da ne vem. Enkrat si prišel mimo in pač poli še parkrat prišel mimo, vse se je začelo govoriti o tem par let nazaj, pol je pa enkrat potegnilo. Po moje tudi prek tega, da sem otroka lažje razumela. Vse kaj pa mame, ne? Najprej bomo za otroke dale, pol pa se sebe. Zdaj pa se v bistvu že kako leto Face pogledujem oziroma ga raziskujem, pa hkrati je to samo eno od orodij, ki ga imam. Sem prav začutila, da to ni moje, da zdaj pa se jaz postanem human design strokovnjakinja in razturam vse Saturne to ni moje. Moje je pobrati različna znanja ali pa pristope in potem, ko te imam pred sabo, v bistvu pač enkrat human design pogledamo, enkrat te sam vprašam, kako stvar, ki se mi kar pripelje, pa vem, katero vprašanje ti moram postaviti. Ne? Ampak po human designu obstajajo različne skupine ljudi, ali kako v resnici gre? Ja, obstajajo različni tipi, na podlagi tega, katere centre imamo definirane. Zdaj pa lahko sva dva generatorja, pa imamo zelo različno število centrov definiranih in to pomeni, da tudi če sva mi dve obe generatorki, lahko delujeva popolnoma drugače. To isto, kot če ti rečem, da si škorpion pa pač, ali pa najnih čerki devici. Ti ne pove, kaj je veliko, pa se treba pač poglobiti. Na kak način ti, na kak način jaz. Računa se pa isto na datum rojstva, pa na uro. Pa na uro. In pol imaš v bistvu karto, kar je meni mogoče pri human designu bližje kot v neki astrologiji. A veš, v human designu imaš številkice, kanale, zelo je strukturirano, jaz obožujem strukturo. Tako kot v biznisu, ne? Torej, nora sem na svobodo, ampak rabim strukturo. Imaš pa vse v Excelih? Ne. Aha, to pa ne. To pa je preveč strukture. Ne, jaz sem popeš, veš, jaz si ful stvari v zvezah pišem. Popeš. Jaz obožujem, ko imam to do in potem prečrtam dvakrat in še kljubico naredim. In potem sem tako, bravo, ful si dobro to naredila. Ja, ampak če se vrnem v human designu, se pravi, rekla si, da ti je razlika z astrologijo, se pravi to, da imaš strukturo, da imaš pred sabo to tabelico? Meni je to lažje, ker pol pač vidim, definirano grlo ali pa nedefinirano. A veš, tam, kjer imamo mi definirane centre, torej kjerkoli boš ti dala na spletu human design pa svoje podatke noter, bo karta prišla enaka. Ponekod bojo zeleni, ponekod bojo črni, tisti kvadratki, ampak če imaš ti en kvadratek enkrat pobarvan, ga imaš vedno pobarvanega. Barva je različna, zato ker ima pač drugačne celostne grafične podobe, različni ponudniki. In tam, kjer imamo mi definirano, tam imamo mi stalno dostop do tistih sposobnosti, do tistih moči, do tistega. Ti si manigen, ali si generator? Mogla bi pogledati. Nekaj od tega si se mi zdi. Jaz vem samo, da si mi enkrat napisala, da sem tisti, ki imamo težavo, da bi preveč delali. Pa si manigen najbrž, ja, bi rekla. Mislim, preveč delamo generatorji pa manigeni, ampak se mi zdi, da so se nekaj o idejah pogovarjali. Možno, ja. Skratka, recimo, mi dve imamo vedno konstanten dostop do enega motorja, ki se mu reče sakral. Ja? Mi dve lahko delava. Imaš ljudi, ki so zmatrani pa se vležejo na kavč in imaš nas, ki lahko pregorimo. Ja? In za nas je recimo ključno, ne vem, mislim, da si manigen, ampak za nas je ključno, da delamo to, kar nam res sede. Ne, da za tebi rečem, Eva, a bo v mi dve še nekaj naredili, pa ti rečeš, ja, ok, lahko. Samo zato, ker ti lahko, pa imaš kapacitete, pa ne boš zmatrana. To ni, ja, želim, to ni odziv telesa, v resnici bi pa rada. In tu mi izgubljamo ful energije.
ko ne postavljamo mej in ne delamo samo tega, kar je res nek odziv, ja, dajmo ta projekt speljati, ampak je tak, a veš, a bi ti zdaj pistacij in rogljiček, pa bi ti rekla, kaj bi recimo zdaj rekla na pistacij in rogljiček? Z največjim veseljem, če mi ga prineseš brez glutena. Ok. Naslednje vprašanje. Ti zakomplicirala? Malo. A veš, a bi ti zdaj čokoladno tortico brez glutena? Bi. Ok, a bi ti zdaj en hamburger? Ne, to pa ne bi. Ok, zdaj smo imeli 2 recimo neka odgovora, ja pa ne, ostaja pa še tretji, ki je tak, ja ok. Aha, mogoče je. Ja, in tu zgubljamo največ energije. Da ti jaz zdaj rečem, a greva na kosilo in ti, pa ja ok, samo to ni tvoja izbira. Ti pač zdaj lahko najdeš čas, lahko najdeš energijo, lahko se potrudiš urnik sprostiti, sam ni bila tvoja izbira. In tu generatorji po manj geni največ zgubljamo, ker delamo stvari, ki niso zares usklajene z nami. In hodimo na kave, ki nam veliko ne dajo in gremo zato, ker je prav, da gremo. Ja. To se mi zdi, da marsikdo potem tudi zaradi poslovnega sveta hitro dobi to spoznanje. Tam pa moraš. Tudi če prtaši ne znaš postaviti meje v biznisu, boš mogel postaviti, ker te izčrpava. Pa imam fajn taščo, da ne bo zdaj zvenelo, da je to moj primer. Ampak na tak način pol v human designu vidiš, ok, tu ti imaš ta motor, ampak daj poglej, kaj ga uporabljaš. A veš, a ga v prazno pa delaš stvari, ki te sploh ne veselijo, ker ogromno je na svetu zafrustriranih generatorjev, ki delajo, pa to sploh ni več usklajeno z njimi. In recimo, če nekdo čuti, da bi želel iti na svojo pot, res čuti, da bi, pa ga je strah, bi jaz rekla, probaj. Ti še vedno greš nazaj v redno službo. Čeprav mindset pri nas je pa tudi, ne, je šel pa mu ni ratalo, ne. V Ameriki ti mora par poslov propaditi, da te ful bolj cenijo, ker ti si dala res pa ful skozi. Ti si ogromno nekih poslovnih modelov sprobala, ti res veš, pri nas pa eno do konca življenja. Ne? Ena bajta do konca življenja, en avto do konca, ena služba. Jaz tu se vidiš, pač 2017 je bilo dojenje, pol je bila spletna šola, zdaj je to in mogoče bo čez eno leto nekaj čist drugega, ampak je to pač v skladu z mano. Kjer imamo pa recimo nedefinirane centre, torej mi dve imava ta motor, ki pač lahko, ampak ga je treba tudi paziti. A jaz zdaj delam stvari, ker jih lahko, pa ker je šef rekel, pa ker so vsi pogruntali, da Eva pa lahko v nedeljo zvečer ta belo naredi, da tu postalo ne, pač jaz bom delala, če me bo res poklicalo. Ker imamo pa nedefinirane, pa mi mal jemljemo od drugih, oziroma ne jemljemo, ampak potenciramo. Ne? In je tu tudi treba paziti, ok, če imaš za ti neke blazno velike strahove, a so to, kar jaz čutim, res moji, ali sem pač malo sam tebe zaznala, pa zdaj jaz tu sem strašno povečala. In v bistvu meni je tu human design fajn orodje, da v bistvu vidimo, ok, Eva, pri strahovih, dajmo pogledati, a ti zdaj vlečeš od drugih, ali so to res tvoji. Tak orodje, cek, neka struktura. Veliko ljudi, ki naju posluša, se morda že dlje časa preigrava ravno s to idejo. V smislu, imam službo, imam sigurnost, za katero se mi zdi, da včasih razmišljamo, da jo imamo, pa v resnici se lahko izkaže, da ta sigurnost vendarle ni tako zelo močna. Nisem zadovoljen v svoji službi ali zadovoljna, ampak kaj pa ne, sej verjetno nisem edini, ki je tako, sej večina itak ni zadovoljna, sej je samo služba in tako naprej. Pa sej imam še 3 leta do penzije, bom že stisnil, ne? Recimo, ja. Kaj bi bil tvoj nasvet za takšnega, dajva reči mogoče za podjetnico, ki razmišlja v tej smeri, ali pustiti službo, ali ne, ali iti v nek svoj svet, ker velikokrat slišim, ampak sej, a veš, meni je to tako všeč, ampak jaz ne vem, če bi to kar lahko živela od tega. Se pravi, je pogojeno z nekimi strahovi in tako naprej, ampak verjetno bi bilo zelo, bom rekla, napačen nasvet, da se reče, ne vem, sledi temu, pa ne vem, začni mogoče najprej z nekim popoldanskim SP-em. Pretehtaj, a dovolj gori ta želja. Ker veš, po smrtni posli ljudje običajno obžalujemo stvari, ki jih nismo naredili, ne ki jih smo naredili. In če te tuk matra, če tuk bi, bo težko, te bo strah. Eva, mene še zdaj kdaj strah. Pa manj kapaciteto, pa kilometrino, pa še vedno pride situacija, ko znak, ne? Ampak vem, da želim to delati, to pomeni, da pač moram iti čez to. In pol se mi zdi to zelo fajn, če se enkrat odločiš, ok, bi probala, da se odvežeš tega bremena, da ti bi pa zdaj mogla vse znati sama, pa vse vedeti. Imaš recimo, mislim, da imaš te spod točke, ko imaš brezplačna svetovanja. In bi rekla,
začni se družiti z podjetniki, ki imajo podjetniški mindset, ki imajo podobne vrednote kot ti. Ni samo pomembno, da zdaj smo pa mi podjetnici, ampak da res so tvoje vrednote take, kot so moje, ker si v resnici želim taka podjetnica biti, kot si ti. Isto pri mamah, če ti želiš dojiti, dej se začni družiti z mamami, ki so dojile, zato da se z njimi pogovarjala, kako je težko pol srednjo oči zaupati v sebe, kot je otrok joka. Ne? Isto v podjetništvu. Če čutiš, probaj in si hkrati najdi podporo, neko okolje, neko skupnost, ki te bo razumela. Ker v bistvu podjetniki, to pa jaz že od 2017 vidim, ko sem odprla SP, nam res ni težko povedati, da nam je šlo težko. In če me bo nekdo, ki je na začetku poti vprašal, jaz mu z veseljem povem, kak je bilo, pa če se na kaj naj bo pozoren. Tu se res, ali pa imam se tako skupnost, no, da se res pogovarjamo o tem. Jaz ti lahko rečem, ja, Eva, jaz sem imela to pa to in se lahko pogovarjava, ne rabiš vsega sama. Ampak če pa čutiš, pa mislim, ampak jaz sem taka, no, da pač rečem, probaj. Še vedno pa mora odločitev biti na strani, ne, tiste osebe, da se to. Pa vseeno z razumom v to, ne? Absolutno, pa s planom. Ker drugače smo spet v roza megli. Ne? Ti moraš imeti nek finančni plan tudi zadaj, kako boš. Ampak se ni treba začeti z SP-jem polnim. Ti lahko začneš z osebnim dopolnilnim delom, če recimo neke izdelke prodajaš. S popoldanskim SP-jem. Ful se da najti. Ni all in, ni sem ali pa nisem, ful je nekih vmesnih korakov. Lahko. Sicer pa najdete tudi pri tistih, ki so v redni službi, morda tudi zaradi najnega pogovora, kakšne tiste svetle točke, nujno, da si lahko popestrijo. Ne? Ker zdaj, dobro, še vseeno pa se je treba zavedati, da čisto vsi pa ne morejo tega koraka narediti in ga ne rabijo. Niti ne rabijo, vse res ne rabijo. Vsi pa lahko naredijo lepši dan tudi znotraj službe, v kateri so. To in postavljati mogoče meje. Ker če jih ti v svoji obstoječi službi težko, slej ko prej boš tudi v SP-ju imela stranke, ki te bodo trigirale točno na tem in boš tam mogla to lekcijo usvojiti. Mogoče pa dej v obstoječem poslu se vprašaj, kak bi bilo pa meni idealno, da je, pa začni najprej tam to graditi. In s komunikacijo, in z mejami, in z tem, da kaj jaz zjutraj bom naredila, da bom recimo ok. Pa začni tam sebe dajati v lastno moč, pa se postavljati, pa boš pa videla, če te res potegne v to. Ker itak, če tega temelja ni pol je ful težko, ko pa je pa vse bistveno bolj lahkotno. No. In lažje. Urška, lahko bi te poslušala še ure in ure in ure. Hvala, da si vzela čas, hvala za izvrsten pogovor in uspešno na svoji poti še naprej. Hvala za vabilo. Res mi je bilo fajn s tabo, bi se dalo veliko pogovarjati. Hvala za zaupanje.